Delali bomo chili con carne con buča. Hola Yummy amigos in dobrodošli nazaj v novi epizodi Hitro, preprosto Yummy. Kakor vidite, še vedno smo v vzdušju noči čarovnic, ampak zanj smo delali prigrizke za noč čarovnic, danes smo pa delali na tako dobro jesensko jed oziroma tako jed na žlico, ki te pogreje do znotri zaradi čilija, ki te pogreje od ozunij zaradi tega, ker je pač topla jed na žlico. In sicer kaj bomo pripravljali? Delali bomo chili con carne con buča. Ajš con buča, pa z bučo, pa to, ki je kon špansko. Ja, ok, pustimo to. Najbolj, da se kar lotimo kuhanja, tole bo glavna zvezda danes našega recepta, se pravi buča. Lahko uporabite tole oranžno bučo, ki je najbolj popularna za kuhanje. Lahko uporabite tudi tuno Hokkaido bučo, to je tista, ki je tak infinity znak za neskončnost. Ali pa lahko kakšno drugo tudi bučo jedilno uporabite, čist po želji, čist po vašem okusu. Mi bomo pa kar tole klasično oranžno bučko uporabili. In sicer, kaj bomo potrebovali za začetek? Za začetek bomo najprej rabili meso, 400 gramov, 400 do 500 gramov mletega mesa in ga bomo lepo popražali na malo čebulce, tako da treba je narediti najprej zelenjavo. In kako to naredimo? Takole pa nič mi roke ne smrdijo, ker imam en trik za vas. A veš, kako ti roke ne smrdijo? Uporabiš nekoga drugega, da ti nareže čebulo namesto tebe. Cool! Torej, damo lepo popražati. Na 2 žlicah olja bomo popražali čebulco pa meso. Torej, na 2 žlicah olja lepo popražimo tole čebulo. Pražimo jo toliko časa, da rata, jaz temu rečem, viskozna, da se vidi čez, kot da bi lahko pogledal čez. Tako da znižati temperaturo vedno, ko pražimo čebulo, zato da se nam ne zažge. Ravno kar so mi želeli sporočili, da če čebulo posoliš, še hitreje rata taka lepo prozorna. Tako da, hvala Želija. Čebulca je ratala lepo prozorna, zdaj bomo pa dodali mleto meso. Kakor smo rekli, 400 do 500 gramov ga imamo. Tukaj uporabljamo mi mešano mleto meso, se pravi mešanica govejega pa svinjskega. Lahko pa komot uporabite samo govejega. Predlagam vam ne, da uporabite samo svinjskega, ampak po želji lahko uporabite sam svinjskega, sam bo kar precej mastna zadeva ratala. Tako da vržemo ga noter na čebulo in ne pustiti, da ta meso zdaj zakrkne, ker treba ga kar čim prej razseckati lepo na male koščke. En dober nasvet je, da to naredite z unim, kaj je za pire krompir mešati, ali kako se reče za pire krompir, tensta, ta izraz sem iskal. Lahko pa takole lepo naredite to vse s kuhalnico. Tole smo naredili, meso se praži, gremo narezati našo bučko. Bučo lahko olupite pa narežete, jaz jo bom pa danes uporabljal kar tako, ker v sami lupini buče je ogromno vitaminov in mineralov, tako da fajn jo operite, sploh pa če imate kakšno domačo bučo iz domače kmetije, je pa sploh vrhunsko. Odrežemo zgornji spodnji del, pa gremo lepo samo po vrsti, kakor da bi delali na take mini trakce. Zdaj, če boste rezali velike kose, pomeni, da boste jo dolgo kuhali, če boste rezali manjše kose, pomeni, da jo te kuhali manj cajta. Bučko smo narezali, kot vidite, buča noter ni prazna, ima peške in te peške najboljš, da z neko žlico ali pa z nožem lepo ven obrežete, pa jo narežemo. To, da imam lepo zdaj hmeso noter, našo bučko, damo lepo noter hmeso. Narezali smo jo na mehke kocke, da se bo manj časa kuhala, ker še vse in buča se malo dlje časa kuha od ostale zelenjave, tako da jo kar rukneš noter v meso in se skupaj z mesom prašta naprej. In tecaj, ko mi tole premešamo in pustimo, da se buča začne mahčati in dobivati neke okuse, vonjave, bomo mi zavreli vodo za riž. In spet en zelo dober trik, kako skuhati riž, preberite embalažo. Vse gor piše. Ne, vsak riž ima mogoče malo drugačno recepturo, kako se ga pripraviti, ali imaš dolga zrnata, kratka zrnata, pa vse možne zadeve. Tako da najboljše res pri rižu, da preberete, kaj piše gor zadaj, s koliko vode se ga pripravlja in koliko gramov riža daš in je to najboljša zadeva. Tako da mi bomo tukaj delali danes za 4 osebe je tale recept, ki ga pripravljamo, tako da imamo nekje 380-370 gramov riža tukaj, ki ga bomo dali kuhati v vrelo, osoljeno vodo. Evo, voda nam je zavrela,
Zdaj pa dodamo noter v vrelo vodo riž. Lepo previdno, da vam ne plusne ven, ko dajete noter. Takoj, ko dodamo riž, samo lepo temperaturo malo znižamo, ker ko se ta penca naredi, da pa začeli ful vreti ven, da nam ne butne spet vsega ven. Tale meso se tudi lepo paca noter iz našo bučko in zdaj bomo dodali 40 gramov paradižnikove mezge s koščki. Mora imeti koščke noter, zato da ohranim majčkeno te teksture od paradajza še. In praktično, kar naš loč nekako, kako bi rekel, težkega dela zdaj do konca je samo še to, da preostalo zelenjavo spravimo iz posod noter v tale naš chili con carne kombuča. In sicer imamo tukaj le 3 različne vrste telih peperončkov. Imamo rdečega, zelenega in pa rumenega. Dali bomo enega, ker bomo res naredili tako malo bolj extra spicy. Ne bomo nič narezali česna, ampak ga bomo v bistvu samo drobili, pa ga bomo ruknili lepo noter celega. In pa imamo rdeč fižol, 400 gramov rdečega fižola. Tukaj pa vidite sladka koruza. To ni nič tako, ni sladkana koruza, ampak pač to je ta vložena koruza noter, ki v svojem lastnem soku se lepo sledi. Pol bomo šli pa na začimbe, bomo pa vmes vse razložili, kaj bomo dajali noter. Tako da začnemo najbolj kar z rezanjem zelenjavca, tale narezana. Stresemo noter. Pri feferonih je to, da v bistvu ta hude so res peške, tako da če nočete, da je pekoče, dajte odstran peške ven iz feferonov, pa bo malenkost oziroma kar dosti manj pekoče. Koruzo stresemo noter, imamo isto 220 gramov koruze sladke, imamo rdeč fižol. Dajte res uporabiti pri tem receptu rdeč fižol, zaradi tega, ker je malo bolj sladkast, pa ima malo hujšo teksturo in je za chili con carne veliko boljši. Pa še pač rdeč fižol je nekako, se mi zdi tak mehiški signature dish. Zdaj pa na ta zabaven del igranja s chili con carne. Pač to je spet ena taka zadeva, ki se jo lahko malo prilagodite po svojem okusu. In sicer gremo začin z zadeve. Valjda klasika pri slani jedi sploh je sol. Obvezno moramo soliti, zaradi tega, da izvabimo iz same hrane tiste njene prave arome in okuse. Nekje 2 manjša ščepca soli, dodamo majaron in pa kumino, še en ščepec popra in pa valjda ni ta pravega chili con carne brez čilija. Tako da tukaj imam še mešance himalajske soli in pa čilija. Pa itek smo ga že prej noter, da po mojem bo kar ekstra spicy tale naša zadeva. Tukaj imam pa še eno zadevo, ki se imenuje paradižnikov koncentrat. Po domač povedan, to je res tisti pire paradajza, ki ima res močen okus. 2 žlici tega paradižnika ruknemo notri, premešamo in pustimo nekje 15 minut, da se to vse skupaj paca, kuha. In preden se pač lotimo čakanja, da se nam tole vse kuha, še naredimo tisto, ki smo prej rekli s česnom. 1 do 2 stroka česna vzamemo, tole jih odvijamo ven. Nič jih ne rabite preveč lupati, samo tele te velike olupke poberite dol. Kako jih na simpel naredimo, daš ga lepo na desko, nož gor, ne tako nož obračati, takole poševno nož obrnete, udarite lepo gor in vidite, da se v bistvu sama koža česna odpre in vržete kar takle cel malo bolj zdrobljen česen, kar lepo noter. Premešamo, pa počakamo, da se naš riž skuha, tacajt bo pa tudi tole, že vse lepo mahko, pa okusi bojo povezani. Tako da to je praktično skoraj že to, skoraj že narejen recept. In po 21 minutkah je naš riž kuhan, naš chili con carne je že skoraj pripravljen. Manjka mu pa še ena zadeva in to je moj as v rokavu. A veš, as v rokavu. Čokolada. Mehika je znana po tem, da pač svojo čokolado uturavajo noter v ful stvari. Tudi, naprimer, če mehiška vroča čokolada je iz čilijem noter, čili pa čokolada je zelo dobra kombinacija. In tukaj imam 3 takele male kocke, čim bolj temne čokolade, lepo samo vržete noter in naj se lepo stopi, pa bomo pa vse premešali. Tacajt, imam pa jaz nekaj za vas. Evo, tole, kar držim v rokah, tukaj lahko malo držite v rokah tudi vi. In sicer čez malo sreče boste v tej epizodi lahko zadeli v nagradni igri tale hud Bošov kuhinjski aparat. Tale Bošov kuhinjski aparat je slovenski proizvod in je plod slovenskega znanja, čisto kot jaz. Spodaj v opisu vam bomo dali navodila, kako sodelovati v nagradni igri, res ne bo nobene težke zadeve, tako da jaz vam kar svetujem, da to naredite. Zdaj damo pa tega na stran, da ga ne poškodujemo, da bo lepo varno prišel k vam.
In ta cajt, ki sem vam razlagal stvari, se je tale čokolada že čisto lepo stopila, dobi tako malo temnejšo barvo, ker paradižniki dajo tisto rdečo barvo, ta čokolada pa doda ta temen, kako bi rekel, lesk, temen sijaj, temen odtenk, tako bomo poimenovali. In 5-10 minutk pa smo zaključili mi z našo kuho in pol lahko jemo. Muy bien. Ej, tole je ratalo po mojem nam v nulo. Ampak najprej moramo servirati, pa probati, pa bomo pol lahko ocenjevali, a je dobro ratalo ali ni. Riž, chili con carne, kombuča. In imamo dve porcije, oziroma imamo dve vrsti, danes bomo imeli še ta tretjo varianto, ta je foto varianta, to je pa tako postrežji varianta serviranja. In sicer prva varianta je, da riž lepo date na eno stran krožnika, pa zraven daste chili con carne. Se pravi, ena stran riž in druga stran dodamo lepo chili con carne. Takole. Ta druga varianta je pa, da riž damo na sredino, naredimo kupček. Zdaj, da ne misli, da je ta riž naš toliko razkuhan, to je vrsta riža, ki se razkuha in rada tako dosti pocast. In mislim, jaz najrajši uporabljam za takšne zadeve tak riž, ker da v bistvu kljub temu, da tukaj ni toliko veliko omake, ta riž sam ostane tak sočen pa bolj žmohten. Tako da riž, kakor ga boste skuhali, kakršnega boste skuhali, tazga boste pol tudi imeli, ne? Takole in še druga varianta, a vas zanima še foto varianta? Dajmo še foto varianto narediti. In valjda, kjer je foto varianta, mora imeti še kakšen dodaten element noter. In tole imamo preštiman. Tale serviranje 2 in pa fotoserviranje, zdaj pa digin, ali kako jaz pravim, da pač zdaj pa najbolj pomembna stvar je to, da uživamo ob tem, ko bomo tole jedli. In kaj moramo še narediti zdaj? Pejte dol spodaj v opis, pogledajte, kako sodelujete v nagradni igri, pa veliko sreče pri tem, da dobite tiste ta hud kuhinjski aparat. Tako da se vidimo, slišimo, komentirajte, slikite, objavite, potegajte in vse možne zadeve, ki se lahko s socialnimi omrežji počne. Do takrat pa lepo se imejte, uživajte, pa dober tek. Ajde, čau!